Minilo je stoletje, odkar so plameni prekinili, takrat je izgledalo dokončno, življenjski utrip Tržaškega narodnega doma. A udarec ni bil dokončen. Ne le, da se po 100 letih tistega dogodka še spominjamo, pričenjamo tudi novo zgodbo o bodočnosti narodnega doma. Zamisel za izgradnjo narodnega doma je nastala v obdobju največjega gospodarskega in kulturnega razvoja tržaških Slovencev na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Tržaški Slovenci, ki so se takrat neutrudno, vsaj na političnem polju, neuspešno borili, da bi bila njihova prisotnost priznana tudi v samem mestnem središču, so se odločili za oblikovanje velikega, sodobnega in udobnega centra, ki bi že s svojo prisotnostjo pričal o tem, da je mesto ob Jadranu slovensko in slovansko. Narodni dom je tako postal simbol in srce slovenskega Trsta. Njegov simbolni pomen pa je presegal meje slovenske skupnosti. Na isti način so ga doživljali tudi tisti najbolj radikalni krogi italijanskega nacionalizma, ki so v burnem prvem povojnem obdobju kmalu pristali na fašistične bregove. 13. julija 1920, na koncu manifestacije na Velikem trgu, ki so jo fašisti sklicali po izgredih, ki so se pripetili v Splitu dan prej, je fašistična množica pod pretvezo umorjenega junaka na Velikem trgu, ki v resnici ni imel nobene povezave s konflikti, prišla do Narodnega doma in ga uničila, kljub temu, da bi ga morala ščititi vojska. O detaljih dogodka je rekonstrukciji več. Neizpodbitno dejstvo pa je, da predstavlja tisti požig enega izmed pomembnejših udarcev v že majajočo zgradbo italijanske liberalne države. Fašistični voditelj Francesco Giunta je pozneje izjavil, da je požig Balkana njegov politični program za volitve. Ko je na pričetku 30 let izšla knjiga o prvih letih fašizma v Julijski krajini, je na platnici imela fotografijo Narodnega doma v plamenih. O detaljih dogodka lahko še diskutiramo, o krivcih pa ne, saj so si sami prevzeli to odgovornost. Šteli so si jo celo v čast. Požig Narodnega doma je bil za tržaško in nasploh primorsko-slovensko stvarnost prava travma in predstavlja uvod v tragično obdobje fašizma, ko je fašizem razširil na vsa področja družbe svoj program, ki ga je s požigom tako nazorno in grozovito prikazal v mestu. Druga svetovna vojna in porast nacifašizma sta preprečila dokončni uspeh tistega programa. Danes se tistih dogodkov spominjamo, da se ne bi ponovili, hkrati pa gradimo novo poglavje zgodovine Narodnega doma.
Kje pa pepela ustih od izgorelih besed, kje pa pepela urni odšla je na oni svet. Prešel potohodec je zanjo odrit, zdaj temni govorec nagovarja razsvit in nova svetloba duš nepozabljenih prihaja iz groba kot lučni stih. Mar pesem ni pela, da Feniks ptič bo vstal iz pepela, premagal nič? Žarko je sijala mesečina. Izza tuj gora pa se je vzdignila senca, tako mogočna, da je zatemnila vse nebo. Sama smrt je bila, črna in gola. Na glavi pa je imela veseljaški klobuk. Silnimi koraki je šla od hriba do hriba. V levici je zibala gosli, v desnici je držala lok. In njena pesem je bila kakor posmehovanje ubogim, zaničevanje žalostnim, zasramovanje upajočim. Trdo je šla od hriba do hriba in njene noge so bile do koleno škropljene od nedolžne krvi. Kamor je stopila, so se bajte rušile, je trava venela, so padali gozdovi. Za njo pa je stopal, natanko po njenih stopinjah je hodil bosjak, nebogljenec. Hlače so mu segale komaj do kolen in prevezane so bile z vrvjo na cesti pobrano. Gologlav je bil in golorok, ulica bled in bolan, pod pazduho je tiščal harmoniko. Njegove oči so gledale žalostno in solza za solzo je kapala iz njih. Kamor je taka solza kanila, je vela trava ozevenela. So gozdovi zašumeli, so mrtve bajte čudno zaživele. Šla je senca silnim korakom preko vse dežele. 1000 plahih oči je strmelo nanjo, 1000 prestrašenih src je molilo. Oba dva, smrt in godec, sta tiho utonila v daljno noč. Hladen veter je zapihal iz severa, zamolklo je v gozdovih zabučalo. Kaj, je že minila polnoč? Kaj je čas in ura, da se izpolni to trudno tisočletno hrepenenje? Glej oko, razveseli se in upaj. Ali se ne drami zarja na vzhodu? Zarja, obli me, pomlad, objemi me. Nikoli še, o zarja, mi nisi tako svetila. Nikoli pomlad te ni tako polno zajelo moje srce. V srebrnem jutru, kakor skozi prosojen pajčolan, gledam daleč pod seboj sinje polhogravško pogorje in tam zadaj, na levi, je Vrhnika, moja zibel, mati in mladost. Zdi se mi, da vidim belo sveto trojico, kako se tiho smehlja pod jutranjim soncem. Zdi se mi celo, da slišim zamolklo pesem svetega Pavla. Vse, kar je bilo grenkega in temnega, je umrlo. Kar je bilo sladkega in svetlega, se je v drugič porodilo v meni in bo v meni ostalo neumrljivo, večno v vesoljstvu, kakor moja duša sama. Nad cvetočim vrtom stojiva gospa in jaz. In vsa lepota tega neumrljivega jutra, lepota, ki je v meni, krog mene in v vesoljstvu, odseva, gospa, v tvojih očeh. V njih odseva moja večna pomlad, moja mladost in sreča. Mladost, ne izpustim te.
Vrnitev Narodnega doma me navdaja z veseljem. Prav pred kratkim smo s prijatelji govorili o našem mestu. Prišli smo do zaključka, da je naše mesto zelo lepo, vendar je bolno. Zbolelo pa je na začetku prejšnjega stoletja in šele sedaj smo na poti počasnega okrevanja. Prav na tej poti je tudi vrnitev Narodnega doma slovenski skupnosti. Mesto je zbolelo v trenutku, ko je ena skupnost skušala prevladati nad ostalimi, ne glede na številke. To je po mojem mnenju v nasprotju z naravo mesta, ki je zaradi svoje zemljepisne lege na meji med dvema velikima svetoma, slovanskim in latinskim. In prav zaradi tega je bilo to mesto nujno multietnično. V takem mestu je naravno, da nastajajo spori med narodi, vendar nasilje prejšnjega stoletja je presegalo vsak moralni okvir. Prej se nalašč uporablja besedo skupnost, ker je po mojem važno, da začnemo govoriti o skupnosti in da opustimo besedo manjšina, v smislu, da ne more nikoli veljati enakopravnost, ko smo v odnosu več proti manj. S tem seveda ne postavljam pod vprašaj pravic manjšin, temveč razmišljam samo o novem pogledu na slovenski del Trsta. Rad bi, da se ne bi slovenski Tržačani počutili več v manjšini, temveč, da bi se imeli spet za važen del mesta. Vrnitev Narodnega doma me veseli tudi zato, ker sem zelo ponosen Tržačan. Morda se bo komu zdel ta moj ponos nekaj malenkostnega, vendar zame ni tako. Kadar govorimo o Tržačanih, takoj pomislimo na osebe italijanske skupnosti. Mene pa so že od majhnega učili, da pomeni beseda Tržačan nekaj več. Ta pomen se skoraj prekriva z idejo kozmopolita, saj so mi vedno pravili, da biti Tržačan pomeni biti delno Slovenec, delno Italijan, delno Srb, delno Hrvat, delno Grk in tako dalje. Praktično pomeni biti del sveta. Zaradi tega predstavlja vrnitev Narodnega doma en korak naprej tudi v to smer, en korak naprej k prepričanju, da je tudi Slovenec Tržačan. Ta Trst je ko mesto na robu sveta. Obreden in star gre pod stojnico hiš. Na grla, kakor na flavte igra, ko mu srebrnino obraze loviš. Cesarsko odpada nekdanji sijaj. Po ulicah ladje na vetru drse. Kot ženska odpira se na stežaj. Grenkejši kopelin so mrtvi ljudje. Opasan z jeziki, ki pesmi pojo, pijan od požara in strok od soli. Okraden za jutri ob čast in nebo, ta Trst je kot vera, ki ne dogori.
Trst je v prejšnjih stoletjih privabljal ljudi iz različnih krajev. V mestu so se tako združevali številni narodi in prav to je po mojem mnenju nekaj zelo pozitivnega za naše čudovito mesto, saj so se tu izoblikovale različne kulture. Biti Tržačan je torej nek pravi privilegij, saj pomeni biti del raznovrstnih kultur. Tudi danes, žal, po dolgih letih zaničevanja slovanskih narodov, si včasih ljudje dovolijo sovražne in žaljive pripombe o tržaških Slovencih. Mislim, da se te nesramne osebe sploh ne zavedajo, kakšna sreča je dejstvo, da lahko živiš v kulturno tako bogatem in raznolikem središču. 6. člen italijanske ustave pravi, da republika ščiti jezikovne manjšine s posebnimi normami. Ta člen je zapisan med temeljna načela in zapisali so ga takoj po drugi svetovni vojni. Osebno sem zelo ponosna, da so me starši vpisali v slovenske šole. Zame je znanje italijanskega in slovenskega jezika velik privilegij. V bodočnosti bi rada svoje otroke naučila enakih vrednot, kot so mi jih posredovali moji starši. Vrnitev Narodnega doma slovenski skupnosti doživljam kot nekaj zelo pozitivnega, ker vidim v tem veliko priložnost za nov začetek mirnega sobivanja med narodi. Naš dom ni kraljestvo, ni prostor za vile in podobne reči, ni niti obup. Naš dom je navadna streha za navadne ljudi.
Minilo je stoletje, odkar so plameni prekinili življenjski utrip Tržaškega narodnega doma. A udarec ni bil dokončen. Ne le, da se po 100 letih tistega dogodka še spominjamo. Pričenjamo tudi novo zgodbo o bodočnosti narodnega doma. Zamisel za izgradnjo narodnega doma je nastala v obdobju največjega gospodarskega in kulturnega razvoja Zdi se mi, da vidim belo sliko trojico, kako se že kosmetljava v Ljubljanici. Zdi se mi celo, da slišim pesem svetega Pavla, nikoli še. Vse, kar se je postavilo, grehečega, temnega in slavnega in svetega se je porodilo v meni, bo meni ostalo, neodvisno, večno, kakor moja duša sama. tako postal simbol in srce slovenskega sama, nikoli ne pozare. pa je vsega Ni si tako svetila, nikoli in pomlad, te ni tako zajelo moje srce. V srebrnem jutru, kakor skozi prosojen pajčolan, gledam daleč pod seboj sinje pogorje in tam zadaj. Na levi je in se je vžuč porodilo v meni, bo v meni ostalo. Neumrno, večno vesoljstvo, kakor moja duša sama, zarja, obgine, pomlad, objemi me, nikoli še ozarja mi nisi tako svetila, nikoli pomlad, ni tako polno zajela moje srce. V srebrnem jutru, kakor skozi prosojen pajčolan, nikoli nisi tako zajela srce. Tako se spomnim svete trojice in zdi se mi, da na levi vidim vrtniko in nikoli, kakor moja duša sama, nad cvetočim vrtom stojiva in gledava, jaz in gospa, kakor moja duša sama in še vedno. Zarja obime, pomlad objemi,